Torej, pričakujemo svetega Miklavža. Zakaj sem rekel svetega? Ker Miklavž ni samo Miklavž, je tudi sveti Miklavž. Pa otroci, kaj pomeni, zakaj rečemo, da je Miklavž sveti? Zakaj rečemo? No, kdo bi bil tak pogumen? Vem do tebe. Boš povedal. Tukaj prav lepo si rekla. Torej, zato, ker ima rad Jezusa. In to je res resnično. Torej, če imamo rad Jezusa, ker vemo, da nas On ima rad, smo svetniki. In to je res, če imamo rad, da dobro delamo, ne samo da dobro delamo, ampak ker vemo, da nas nekdo ima rad, tudi mi se lepše obnašamo. Ampak znate, kdaj se je sveti Miklavž rodil? Kjerega leta? To je bilo dolgo nazaj, torej 1700 let nazaj, 1750 let nazaj. Leta 300 se je rodil. In je bil tudi škof. In sveti Miklavž je pa doma. Kje je sveti Miklavž sedaj doma, če tako že živo? Je že umrl, pa kje je sedaj? Ne slišim dobro, polna laž. Nebesi, tako je sveti Miklavž v nebesi. A poznamo poleg nebes še kaj drugega? Pekel še je, pekel. Danes v igrice bomo malo videli, kaj se dogaja v peklo. Da nas bomo videli, da se bomo morda v življenju kaj drugače obnašali, da ne bi tja prišli. Potem bomo videli tudi angelčke. In bo ena lepa zgodbica. In vas, dragi otroci, prosim, da lepo prisluhnete, pa lepo poslušate in delate, kaj se v igrici dogajalo. Pa bomo začeli z igrico, pa pogledajte res, kaj se bo dogajalo v tej igri. Kako sta? A ste se imeli v šoli fino? Dobro. Povej mi, kaj si naredila? Mama, bomo šli s sosednji Miki danes? Ja, kar začni da pospravljati, popujte se po plečkah. Spimo čez kaki, 15 minut, ko da kar pokitka.
Direte, snosi s temi otroki, nikoli ne boš, vedno je isto. Ne, pogovorite se z otroki. Najprej sta ona odprla škatlo. In dobro, da sta to naredila, ampak kar pogubno. Moraš ustrajati. Otroka, a slučajno veste, kaj se zgodi s piškoti v tej škatli? Kdo jih je povedal? Špela, Mika, a me slišite, kdo je odprl škatlo? Mika mi je rekel, da je lahko vzamo. Ne laži, ti si bila. Oba lažeta, povejte resnico. Veste kaj, ker sama se pogovorite, zdaj kaj bo s tem piškoti. Oba dobro veste, kaj je res in kdo je zakriv. Pride nazaj, pa se do konca pogovorimo. Špela, Mika, a sta se odločila? Povejte resnico, mama ne bo jedla, če bo zdaj strano dobro. Ne. Slišala je bosta, pa se kažem bosta dobila, a ste nora. Mama, oprosti, jaz sem odprla piškote, ker sem bila lačna. Pa tudi tebi se pravičujem, Mika, da sem tako doživela, da se kriv. Videla sem, da nisi, pa nisem hotela priznati. Tudi jaz bi se rada pravičujem. Ni bilo prav, da sem povedala, ki so piškoti. Pa tudi sam priznam, tudi jaz sem ozrevenila. Lepo, da ste se premislila in priznala. Hvala Bogu, spet sem lahko skupaj. Kada se odločimo za dobro, se stvari hitro postavimo na pravo mesto. Poglej, mama, dan ti malo svoje željene, kako kupila druge piškote, da si sedela. Lepo, da si sama pomislila tudi na to. No, otroka, skočimo sedaj v trgovino po piškote, potem pa se sedi na rajski dan. Ajde, gremo. Vidiš? Sem ti rekla, da ti bo uspelo, ljudje na koncu vedno izvedajo dobro. Ja, presrečna si, da sem je pisala zlata. Daj, kaj sem videl povedati ostalo, da rekamo se darila za njo? Zdaj, kaj ti želite? Moramo reči na pismo. Ja, kaj pa, če gremo še po bolečinje, tako sem lačna. Joj, te angeli vedno vse pokvarijo. Pa te ljudje, no, to je pa kar neki. A te tudi misli. Kaj pa sploh to uspe, to ne gre nikamor. Glej, kaj imam tukaj? Je kot da ste Jandovič odpravili svojo knjigo pri njih. Veste, kaj to pomeni? Če na to prej ni rada, nam lahko to zdaj rada. Vse otroke bomo spostali iz te takove knjige in pojeg svetnim plavžno bo obdaril. In ka jih ne bo obdaril, ga bo zasovražil. Ga bo zasovražil, ne bo ful lažni, da hodi razglavo. Kdo bi kam? Zdaj, so nam knjigo, kar se bo vmekal, da bomo tam videli lahko spisali že veliko drugih otrok. Ej, nekdo prihaja. Tila tako neumnost, pa saj je tukaj. Kaj? A si prepričana, da bo Tila tukaj? Ej, vi, a vidite in bohate to? A činke! O ne, hudiči so bili tukaj. Poglej, kako so se razmetali. Kaj če so oni vzeli zlato knjigo? In palačinke. Sliši mi, ja, zagotovo so bili oni. Oni so vzeli zlato knjigo in spisali bodo otroke. Potem jih ne bomo obdarili, potem ne bodo več govorili svetemu Miklavžu. In potem nikoli več ne bomo imeli palačink. Ne, poslušajte me, to se ne bo zgodilo. Zdaj bomo pomislimo, kako bomo to popravljali. Če smo kar angeli in imamo Boga na naši strani, najboljšega načrtovalca. Ali bomo to res storili? Ja, to je naša odgovornost in dolžnost. Jaz sem kriva, da se vse in to moram popraviti. Mi smo stava, Ja, ali palačinke?
lea prazni. In ti dogibaj timo in ovno. Daj, no, kličimo še ostale, da se tudi oni berejo otroke, ki jih hočejo pisati. Ja, palačinke. Kaj če napišem tvoje ime? A ti veš, kako ti je ime? Ne, ne vem, kako posebno. Ne bom uspela, knjiga je naša. Ja, Sveti Miklavž je prišel nagnati najgloblje globine pekla. In nikoli več ne boste vzrli gnev. In nikoli več ne boste jedli palačin. Tu ste, pojdite stran, pustite varate na gnilu. Ne vračate se. Gospodje, vračate se na to. Ja, Emily, kakšna zmeda, vi ste božki nebeški, pomagajte nam. Kakšna ideja, da ste vi dobili, da ste šli kar sami v pekel? Oprosti, Nadran Grbišej, morali smo. Hudiči bi naredili veliko krivnico do vseh otrok. Knjigo bi lahko celo uničili. Če bi imel dovolj možna celic. No, jaz sem kriva, da se vse posebno. Če ne bi bila tako površna in različna. Je že v redu, je že v redu. Veste, po kratkem premisleku, moram dejati, da ste bili zelo, zelo pogumni in da sem ponosen prav na sebe. Ampak zdaj, moramo hitro oditi povedati Svetemu Miklavžu, kaj se zgodilo. Čaka nas še veliko tega. Ali gremo lahko zdaj prosim končno na palačinke?
brez palačinke bo pa mogel Sveti Miklavž prinesti. Bomo videla, prav? Upam, da res. Kako je bila igrica? Super. Katera mi je bila všeč? No, roke mi dvignite, da vidim, komu je bila všeč. Super, ok. Te pa mi rečete eno stvar, ki vam je bila v redu, lepa, ena stvar. Angelčki. Kaj pa še drugi? Torej, ko so angelčki rešili knjigo, to pa res. Kaj bi se pogovarjali o igrici ali da vidimo Svetega Miklavža? Miklavž ali igrica? Nič ne slišim, jaz Miklavž pa manj verjetno. A Miklavža? Ok, te pa ga zdaj zapičimo skupaj. Miklavž! 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 Še, to je preslabo, bolj na glas. Miklavž! 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 Ok, dobro, zdaj bo se pa prestrašil Miklavž, se bo strašil. Dajmo zapeti pesnico, morda bo pa na pesnico prišel. A zapojemo pesnico. No, dajmo pesnico. Sveti Miklavž je zelo prijazen. Zdaj upam, da je slišal, upam, da ni pozabil na nas tukaj, Dravlja, pa bi morda še malo bolj še s posebnimi glasbili ga privabili v našo cerkev. Kaj pravite, s čim bi še ga lahko privabili? Na kakšen način? S trobento, kako je? Trobento pa mislim, da bo pa res slišal, če gledaj, da tudi verjamem slišal, pa trobento še bo pa bolj. No, pa poskusimo.
večer, sveti Miklavž, dobrodošel med nami. Dobro večer, Eva. Kako lepo je spet tukaj v Dravljah. Koliko veliko se nas je zbralo. Res lepo. Sveti Miklavž, mi smo eno presenečenje za tebe pripravili, pa bi skupaj zapeli. Kako lepo. Veš, da sem ravno želel reči, da sem slišal tako čudovito petje, ampak sem malo zamudil, tako da bi lahko še enkrat zapeli. No pa bomo, seveda pa bomo, otroci. No pa na glas, koliko, kar na glas. To je pa res nebeško petje, že tu na zemlji. Jaz bi še, otroci, tukaj še nekaj mest naprej, kar lahko pridete, da boste bliže svetemu Miklavžu. Kar pridite bliže, še tukaj je vsaj 20 mest. Pridite. Torej, sveti Miklavž, kaj pove nam, kako je bila pot. Eno leto se nismo videli. Ja, letos je bila zelo zanimiva pot na zemljo, kajti močno je snežilo. Na spodnjem robu nebes je bil pravi snežni vihar, ampak s takimi pogumnimi angelci to ni bila težava. V bistvu je bilo prav lepo. Potem pa sem hitro zagledal tukaj luči v Dravljah in sedaj sem tukaj. Res prijetna pot na zemljo. A še nekaj me zanima. Nebesa. Vem, da si prišel z nebesa, ampak jaz si tako težko predstavljal nebesa, kje so gor, ali kako je s tem? Kje so nebesa? Nebesa so povsod in nikjer obenem. Za dobre ljudi so nebesa povsod. Tako da... To je kar ena lepa korančka povsod, tako je odločil, se slišali povsod so. Jaz vidim tukaj eno črno knjigo. A videli se je bila pa kakšna knjiga? Zlata knjiga, se je res Egon, dobro, da si me spomnil. Angelci, ali morda veste, ki imamo zlato knjigo? Tukaj je. Pa se moram prav pohvaliti, res ste jo pogumno rešili iz nebes in imam tukaj še eno manjše presenečenje za angelca, palačinke smo prinesli posebej za tako pogumno dejanje. Hvala, sveti Miklavž. Tukaj. Tako da naj ti tegnem zasluženo. Pa poglejmo, kaj je v tej zlati knjigi. Veste, otroci, čeprav so hudobni parkerji želeli izbrisati dobra dela in vaša imena iz zlate knjige, in to nikoli ne bi uspelo. Zaradi tega, ker dobra dela, ki jih storite, so zavedno zapečatena v nebesih in jih hudobni parkerji ne morejo izbrisati. Pa poglejmo, kaj tukaj piše lepega. Nika je letos manj na telefonu in pomaga babici, ki težko hodi in ji večkrat prinese iz trgovine, kar potrebuje. To je pa zelo lepo. Vedno tukaj. Nik se je poboljšal, ne govori več toliko grdih besed in bolj uboga mami. Zelo lepo, Nik. Poglejmo še naprej. To pa je to. Tjaša pa je letos začela vsako soboto pospravljati po kosilu. Zelo lepo. Pa tukaj le vidim še otroci, ki pojejo pri zlati jati, se zelo trudijo. Pri mali jati, mala jata. Moral bi vzeti očala.
Tako da, dragi otroci, veliko lepih stvari piše tukaj v tej zlati knjigi, zato vsako leto rad pridem na zemljo. Kako je bilo lepo slišati, a ste slišali otroci, kako dobra dela vi delate tukaj. A ni to krasno? Krasno. Piše pa morda, čeprav mi ni tako težko mi je to pogledati, ampak vseeno črno knjigo, ne vem kaj je noter, pa da vidimo, a bi pogledali ali ne bi. Pa ni nič dobrega, ampak vseeno pogledamo, kajti, če se zavemo svojih slabosti, lahko samo na ta način postavljamo boljši. Ampak če kar prosim, pridržim tole knjigo, ker je kljub temu, da je majhna, je v njej toliko težkih stvari, da tudi sama knjiga postane težka. Tukaj na naslednji strani. Aha, veste, kako so se v zadnjih letih spremenili grehi v tej knjigi. Naprimer, tukaj da piše, Aleksa je prejšnji teden, namesto da bi pomagala mami, celo uro stala v kopalnici, se ličila zato, da je lahko naredila slike za Instagram. Kakšna zatrata časa. Potem imamo tukaj zapravljanje časa na TikToku, Snap in podobne stvari. Ja, veste, dragi otroci, ni greh samo to, ker slabega naredimo, ampak tudi, ker ne naredimo, če zapravljamo čas in na ta račun. Tukaj potem piše, da zaradi tega niso naredili tega, kar ste mi naročili starši. Ja, tudi to, ker ne naredimo, je lahko slabo. Ampak dovolj črne knjige, ker verjamem, da se boste poboljšali do naslednjega leta. Vse ste tako že zelo pridni. Kateri starši so vam zelo dober zgled, tako da me sploh ni strah za to odraslo mladino. Dragi otroci, pa jaz mislim, da vi nič kaj slabega tega, kar smo zdaj poslušali, ne delate tako slabo, ne? Vse pospravljate sobo svojo, a pospravljate svoje sobe. Domače naloge delate redno? Imate radi starše? Imate radi Jezusa? Super, zato je veliko. Sveti Miklavž, a bi kaj skupaj zmolili? Zelo dobra ideja. Otroci, ali vi veste, da imate vsi svojega angela varuha? Ste kaj hvaležni za to? Pa mogoče veste, katera molitvica je namenjena prav našim angelem varuhom. Sveti angel, tako je. Jo bomo skupaj zmolili, bo šlo? No, kaj gremo? Sveti angel, varuh moj, bodi vedno iz neboj, stoj mi noči in dan v strani, vsega dobrega mi pomeni, prav srčno prosim te, varuh me, vodi me, amen. Zelo lepo in verjamem, da bojo sedaj vaši angeli še bolj skrbno pazili na vas. Dragi Sveti Miklavž, bi sedaj še otroci vidim, da imam nekaj v rokah. Kakšne čudovite risbice. Najlepša hvala. Veste, imam v nebesih prav poseben hodnik, na katerem imam potem te risbice razstavljene in vsakič, ko grem mimo, se veselo nasmehnem. Koliko lepih risbic. Kakšno letalo. Hvala, angelček. Za Miklavža, krasna torta. To se bo pa zelo prilegla. Kakšna lepa smrekica z lučkami. Hvala. Miklavž in rizica. In angelček in parkelček. Kako lepo. Kaj pa je to? Darilo za Miklavža. Tudi Miklavži smo zelo veseli, da bi, kako lepo. In še ena slikica. Krasno. Doma pa kar tukaj le gor nalimo. Postolica. A se mi bo sredzela? Hvala. Kako lepo. Ja, pa še nekaj rizic imamo.
Ja, res hvala, otroci. Kako lepo. Angelci, prosim, primite še tole. Hvala. Tole, še ena risbica. Pogledam. Miklavž, to sem pa jaz. Hvala. Ja. In še čokoladica za svetega Miklavža. Ja, najlepša hvala. In še nekaj je da. Ja, hvala. Krasno, otroci. Ja, jaz bi kar najraje malo dlje časa ostal tukaj v Dravljah, ker me vedno tako lepo sprejmete. Samo žal se mi že malo mudi naprej še v druge dele Slovenije in potem naprej po svetu. Ampak za vas imam tudi majhno presenečenje, da veliko presenečenje pride šele zvečer po noči in bodo angelci pomagali raznositi po domovih. Ampak nekaj malega mislim, da nam tudi sedaj že pripravljeno. Pa bi še sveti Miklavž. Vi ste že otroci. Dajmo se še zahvaliti še z eno pesmijo svetemu Miklavžu, da nas je obiskal. Mu zapojemo eno lepo pesem. Bi jaz prosil mladinsko skupino, da zapoje skupaj. Krasno. Ste pa zelo lepo zapeli. Prav vesel sem. Joj, sveti Miklavž, tako smo te veseli. Hvala, da si prišel. Z veseljem. A se še vidimo drugo leto? Seveda, ko me čakam, da spet pridem. Tako lepo pojete, take lepe risbice in druga darila. Res lepo je tukaj v Dravljah. Torej, hvala, sveti Miklavž. Sedaj pa nekaj navodil. Darila bodo angelčki delili. Eden bo tukaj delil, eden bo delil angelček, dva angelčka bodo delila tukaj, dva angelčka bosta delila za vašim hrbtom, čisto odzade za klopmi, tam odzade, pa dva bosta delila tudi za vašim hrbtom tukaj, odzade, čisto na steni cerkve. Sveti Miklavž bo pa tukaj naprej delil tudi darila, pa lahko še ga kaj vprašate, pa malo se držimo razdalje, čeprav tukaj naprej, da ni toliko razdalje, ampak vsaj zdaj pri shodu, pa tako, ja, da se ne bomo vsaj starejši gnetli. Tako je. Hvala. A ja, brez gotenske še kdor ne more uživati pšenične moke, je pa potem pri izhodu cerkve pri oglasni deski, to še tudi brez glutenske. Da bi še prosil kakšno pesem.